Prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav v družbi Prve lige Telemach. Zimskega spanja je konec, na sceno se vrača slovenska Prva liga. Spomladanski del bomo na Sportklubu obogatili z novostjo. Vsak teden bomo za vas pripravili napovednik Prve lige Telemach. V oddaji bomo poskrbeli za napovedi vseh tekem, o njih se bomo pogovarjali z igralci naših klubov, osredotočili se bomo tudi na zanimive statistike in kot vselej iskali zanimive zgodbe. Preizkusili se bomo tudi v napovedovanju rezultatov. Kaj smo za vas pripravili tokrat? Ta konec tedna nas čaka 21. krog Prve lige Telemach. Pred nami je ogromno odličnih tekem. Lahko rečemo kar derbijev. Na Sportklubu se bomo posvetili predvsem obračunu Celja in Mure. Sveže rivalstvo že ves mesec dviga temperaturo v nogometni Sloveniji. Vroč obračun bosta napovedala Denis Popovič in Gregor Balažic. Mi pa se bomo spomnili tudi zadnje medsebojne tekme na stadionu z Dežele. V tretjem krogu smo tam videli pravo golijado in delitev točk. Pred nadaljevanjem prvenstva si bomo osvežili spomin in preverili, kdo so najboljši posamezniki jesenskega dela. Analizirali pa bomo tudi kakšno bolj zapleteno statistično prvino. Za začetek si osvežimo spomin z lestvico. Vodilna Olimpija ima pred nogometno pomladjo vse v svojih rokah. Zmaji imajo pred zasledovalci ogromno točkovno prednost. Izjemno napeto bo v boju za evropske vstopnice. Drugi Koper in šesto Muro ločijo vsega 4 točke. Med njima so še Celje, Maribor in Domžale. Prav vsi omenjeni bodo v preostalih krogih čakali na kakšno slabo serijo Olimpije. Le zares katastrofalen iz Zmajev bi lahko ponovno odprl boj za naslov. Zelo napeto pa bo tudi v boju za obstanek. Na 7. mestu sicer najdemo Bravo, slednji je, kar se tiče obstanka na varnem, trd boj za preživetje in obstanek v ligi pa bo dobili Gorica, Radomlje in Tabor. Preverimo vse pare 21. kroga Prve lige Telemach. Omenili smo že derbi med Celjem in Muro. Čakajo pa nas še naslednji vroči obračuni. Za uvod v spomladanski del bomo videli ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom, vročo tekmo med Koprom in Mariborom, derbi za obstanek med Gorico in Radomljami ter obračun Domžal in Tabora. Preden se posvetimo napovedi tekme med Celjem in Muro ter pokličemo v oba kluba, se dotaknimo še prestopnega roka. Slednji je v naši ligi še vedno v teku. Najodmevnejši prihodi so zagotovo uspeli Celjanom, ki so v svoje vrste zvabili Luko Bobičanca, Matka Obradoviča, Ibrahima Kargboja in pa slovenskega reprezentanta Žana Krničnika. Najbolj so klubski proračun obogatili pri Domžalah in Muri. Rumena družina je v Združene države Amerike poslala Mitjo Ileniča, Tijo Cipot pa je za zajetno odškodnino dres Mure zamenjal za dres Specije. Vodilna Olimpija je zadržala vse nosilce igre, zelo tiho pa je bilo skoraj vso zimo v Ljudskem vrtu, kjer vsi nestrpno čakajo, kaj se bo zgodilo z vročim Žanom Vipotnikom. Edina okrepitev članske ekipe je zaenkrat Arnel Jakupovič. Tako, zdaj pa smo pripravljeni na naš prvi klic. V Čatežu se na tekmo z Muro pripravljajo Celjani. Eden izmed glavnih mož grofov v tej sezoni je Denis Popovič. Nekdanji reprezentančni vezist je jeseni ves čas opozarjal nase in bil dirigent celjske igre. S svojimi izkušnjami bo zelo pomemben predvsem na takšnih tekmah, kot bo sobotna. Denis, pozdravljeni. Za začetek neko povsem osnovno vprašanje. Kako ste, kako preživljate zadnje dneve priprav na nadaljevanje sezone? Zaradi zimskih razmer ste v Čatežu in ne v Celju, to je morda nekaj posebnega. Lep pozdrav. Ja, tako kot si rekel, trenutno se nahajamo v Čatežu. Tukaj treniramo, se pripravljamo na prvo tekmo z Muro. Tukaj smo se pa preselili v bistvu zaradi pogojev, ki jih imamo tukaj. V Celju na žalost je teren zmrznjen in ne moremo normalno trenirati. Če se osredotočiva na priprave, kako bi jih ocenili, v kakšni formi je trenutno ekipa? Pa kar se tiče priprav, vse je oddelano po planu. Edino, kar lahko rečem, da je bil minus mogoče igrišča, ki smo jih imeli na teh pripravah, predvsem mislim tudi na Novi Grad na Hrvaškem, ko smo bili, so bili tereni dosti mehki,
ampak načeloma vse je delano po planu. Mislim, da smo dobro fizično pripravljeni, kar je pa najbolj pomembno v tem času, da ni bilo nekih večjih poškodb in da so vsi fantje zdravi. Ekipa je kar spremenjena, prišlo je nekaj za naše razmere velikih imen. Kako so se v zasedbo vključili novinci? V čem bo zaradi njih Celje spomladi boljše, kot je bilo jeseni? Ja, res je, imeli smo par prihodov. Vsi fanti, ki so prišli, so se dobro vklopili v ekipo. Tudi mi smo jim pomagali, da večjih težav ni bilo. Atmosfero imamo odlično. Kar se samih fantov tiče, vsak ima določene kvalitete, ampak kar je najbolj pomembno, je to, da so vsi fanti, ki so prišli, že bili prvaki, tako da vejo, kako igrati za nekaj, kako se boriti za naslov ali biti pokalni prvak. Tako da mislim, da so samo še dodatna vrednost v ekipi. Denis, vi ste bili jeseni v odlični formi, to potrjuje tudi vsa možna statistika. Kako bi ocenili svoje stanje? Je forma ostala? Lahko v spomladanskem delu še dvignete nivo vaše igre? Dobro, to glede statistik glih ne vemo, ker ne gledam več to toliko. Prej, ko sem bil mlajši, sem bolj to gledal. Ja, no, kar se ekipe tiče, mislim, da smo dober nogomet igrali. Trener hoče od nas, da igramo nogomet. Kar se mene osebno tiče, dobro sem se počutil, fajn sem igral, fanti so me tu dobro sprejeli, zdaj smo že skupaj pol leta. Tako da zaenkrat je vse na dobri poti in verjamem, da bomo v spomladanskem delu sam še nadgradili to neko našo formo in da se bomo do zadnjega borili za to prvo mesto. Čeprav vsi vemo, da je Olimpija daleč pred nami, ampak v nogometu je vse možno. V zadnjih tednih se je hote ali pa celo nehote ustvarilo pravo rivalstvo z Muro, ki bo vaš nasprotnik na začetku spomladanskega dela. Je to nekaj, kar vi pozdravljate? Vas to veseli? Ste zadovoljni, da vas takoj čaka tako pomembna tekma? Ja, jaz osebno pozdravljam, ne. Mislim, tako po domače povedano, mi je malo smešno to, kar je prek časopisa, se zdaj to kao neki, kako bi rekel, vsi vžigajo, ampak pa pozdravljam pa to, da bo veliko navijačev. Na koncu spet mi vsi igramo za navijače, oni prihajajo na štadione zaradi nas, tako da upam, da bo čim večjem številu in njihovi navijači in naših in da bomo prikazali dober nogomet. In upam na koncu, da se bo moja ekipa veselila 3 točk. V soboto nas čaka pravi praznik. Kaj pred tekmo sporočate navijačem? Ja, nič, vse ljubitelje nogometa vabim na stadion Dežele v Celje, na derbi z Muro. Kdor se pa ne more udeležiti same tekme, pa upam, da bojo si vzeli čas pa bojo pogledali na televiziji tekmo. To je bil Denis Popovič. No, kmalu pa se bomo preselili še v Mursko Soboto. Z nami je že izkušeni branilec črno-belih Gregor Balažic. Gregor, zdravo, hvala za vaš čas. Kako ste, kako dobro ste že pripravljeni na sobotni derbi s Celjem? Lep pozdrav tudi tebi. Pa mislim, da smo delali dobro priprave. Veseli podatek, da smo zaključili vsi nepoškodovani. To je, mislim, da tako najbolj pomembno za nadaljevanje prvenstva in mislim pa tudi, da smo vsi optimalni fizični pripravljenosti. V ekipi Celja je kar nekaj nekdanjih igralcev Mure. Prinaša to nek dodaten motiv v lovu na zmago? Pa dobro, mislim, stari znanci sedaj nam bodo stali nasproti, pač ne v istih dresih, ampak to je nogomet, to je v življenju tak. Oni so se odločili za drugačno pot, to je čisto normalno, čisto normalen del, kot sem že rekel, nogometa, ampak nam motiv sicer vsako tekmo, da gremo na zmago, tako da tudi tukaj ne bo manjkalo motiva. Zdaj sicer zaradi tega, da bi bil kakšen dodaten motiv, mislim, da ni. No. Sicer Celje ima zelo dobro ekipo, tudi okrepili se, pač kako ste rekli, že z našimi nekdanjimi člani, tako da upam, da bo se tekma končala v naš korist. Na gostovanje bo prišlo ogromno vaših navijačev. Kakšno tekmo lahko pričakujejo? Pa dobro, upam, da se bo tekme udeležilo res čim večjem številu
navijačev naših, tako da jaz jim samo lahko obljubim, da bomo mi dali vse od sebe, tako vsako tekmo dajemo. Upamo, kot sem že prej omenil, da bo se tekma končala v našo korist. Zdaj pa sicer gre za nadaljevanje prvenstva, bil je sicer premor priprave, tako da za kako tekmo bo šlo, bomo videli. Pravim pa, da mislim, da naša ekipa se dobro pripravlja in da je pripravljena na to prvo tekmo. Ja, podobno kot v Celju je tudi v vaši slačilnici kar nekaj novih obrazov. Kaj lahko poveste o njih, kakšno Muro lahko pričakujemo spomladi? Dobro, okrepitve so se zelo dobro adaptirale, moram povedati. Kot sem že prej omenil, ni bilo nobenih poškodb, kar veseli. Sicer pa bomo videli zdaj, ko bo prvenstvo začelo, ko se bojo začele uradne tekme, ko bo šlo zares, ampak mislim, da je scouting kluba naredil dobro nalogo in da se bojo okrepitve pokazale kot za prave. Hvala, Gregor, in srečno na derbiju. Mi pa se še enkrat spomnimo na letošnjo poslastico na stadionu z Dežele v 3. krogu prve lige Telemach. Praznjeni nekateri posamezniki, Klepač ima ogromno prostora, tole zdaj odlična podaja za Klepača, Klepač, gol! Krasen protinapad črno-belih. Pa Šroler še enkrat do žoge, Šroler na Maruška. Maruško ima priložnost, Maruško! Beganović za Šrolerja, Šroler proti Dakuju, tole je priložnost in gol! Kako so se črno-beli poigrali s celsko obrambo. V prejšnji sezoni za Celje pa nazadnje igral v sezoni 14-15. Zdaj priložnost za Celjane in vrača se celska ekipa. Majevski gol! Kaj bo storil tokrat? Obradović v napačno smer, gol za 3-3. Ob tekmi Celja in Mure bomo na Sportklubu pospremili še 3 tekme 21. kroga. V soboto bomo druženje pričeli z ljubljanskim derbijem med Olimpijo in Bravom, v nedeljo pa sledita še tekmi Gorica Radomlje in Domžale Tabor Sežana. Vabljeni v našo družbo. Kot obljubljeno, se bomo vsak teden osredotočili tudi na nekatere zanimive statistične podatke. Pred začetkom spomladanskega dela se bomo zazrli nazaj v jesen in preverili, kdo so bili najboljši pri statistiki XG, največ pričakovanih golov, in XT, najboljši napadalni prispevek iz podaj. V situacijah, ko bi moral doseči gol, se je največkrat jeseni znašel Mustafa Nukić, ki pa je zapravil ogromno priložnosti. Če bo tudi spomladi tako pogosto prihajal v dobre položaje za strel, bo vsekakor želel izboljšati svoj odstotek izkoriščanja priložnosti, no na nekaj takega pa upa tudi trener Albert Riera. Za njim so se v tej prvini zvrstili Mirlin Daku, prvi strelec lige, pa Žan Vipotnik, njegov najbližji zasledovalec, na lestvici pa so še Andrej Kotnik in Ivan Durdov, ki se je po zimi poslovil od Domžal in prestopil v Ostende. Najboljši napadalni prispevek iz podaj pa je uspelo vpisati našemu današnjemu sogovorniku Denisu Popoviču iz Celja. Slednji je bil v jeseni zares izjemni formi, s konkretnostjo v napadu pa so jeseni navdušili še Grigori Morozov, slednjega spomladi ne bo v naši ligi, pa še kapetan Zmajev Timi Max Elšnik, vezist Kopra Luka Vešne-Tičič in še en član Olimpije Mario Kvesič. Preden se poslovimo, pa preverimo, kaj vas v prvi ligi Telemach ta teden še čaka na kanalih Sportkluba. V noči na ponedeljek bomo pospremili letošnji Super Bowl, vrhunec sezone v ligi NFL, to je dogodek, ki ga zagotovo ne želite zamuditi. Tudi sicer pa bo naš spored pester, ogledate si ga lahko na 3x2sportklub.si, lahko pa si na telefone oziroma tablice namestite tudi aplikacijo. Tako, to je vse. Verjamem, da ste tako kot naša celotna ekipa v nizkem štartu in da se izredno veselite povratka naše lige. Se gledamo konec tedna, do takrat pa lep pozdrav!